Želiš na Erasmus izmenjavo in ne veš, kako se tega lotiti? Na spletni strani Mednarodne pisarne FF najdete razpis, navodila za prijavo in seznam bilateralnih pogodb. Ko se prijavljate na razpis, mora vloga vsebovati prijavni obrazec, dokazilo o povprečni oceni, ki se generira avtomatično, motivacijsko pismo in pa dodatna dokazila, ki jih zahteva oddelek. V prijavi je treba navesti 3 destinacije. Ko vse to izpolnite, je treba prijavo oddati po e-pošti oddelčnemu koordinatorju. Vendar pozor, pri celotnem postopku so najpomembnejši roki. Po roku izpolnjevanja prijav več ni omogočeno. Če prijavo oddate pravočasno, se lahko sprostite in počakate, da vas kontaktira mednarodna pisarna in vas nominira na tuje ustanove. Filozofska fakulteta izvede razpis, nominacijo v tujino, študijski sporazum, potrdilo o obveznostih in poročanje v EVŠ. Tuja univerza vam poda informacije o rokih in načinu prijave, študiju, nastanitvah, urejanju sporazuma in potrdilo o obveznostih. Univerza v Ljubljani pa ureja financiranje, jezikovno preverjanje ter poročanje. Kako pa poteka postopek prijave na tujo univerzo? Ustanove gostiteljice vam pošljejo prijavne obrazce oziroma se prijavite prek spletnih aplikacij. Bodite pozorni, ker znotraj EU ni enotnih rokov za prijavo. Pred odhodom je treba skleniti študijski sporazum. Poleg tega pa je treba izpolniti še interni FF obrazec. Seveda pa vam ob odhodu na izmenjavo pripada tudi finančna pomoč. Če bi izmenjavo želeli podaljšati, je treba urediti pisno strinjanje oddelka FF in tuje institucije, nov študijski sporazum, financiranje podaljšanja pa je možno le v primeru, če so na voljo sredstva. Ko uspešno izvedete izmenjavo in se polni novih izkušenj vrnete domov, je treba urediti še nekaj stvari. Potrdilo o opravljenih obveznostih, obrazec podpiše koordinator, vi pa ga naložite na spletno aplikacijo UL. Čeprav postopek zahteva nekaj natančnosti in pravočasnosti, ti izkušnja, ki sledi, več kot poplača ves trud.